Dekontaminacija je sestavljena iz besed dekontaminiranje in kontra. Namen dekontaminiranja je odgovoriti, spremeniti, predrugačiti sovražna sporočila, ki se pojavljajo v našem vsakdanu. Na ulicah v obliki grafitov, v pogovoru z vrstnicami in vrstniki, na spletu. Glavno orodje, ki ga uporabljamo pri dekontaminiranju sovražnega govora, je zgodba oziroma naracija. Naracije pomagajo oblikovati ljudi in njihova dejanja. Imajo pomembne čustvene razsežnosti. Ne gre le za to, kaj povedo ali vsebujejo, ampak za to, kaj pomenijo ljudem. Liki, njihovi odnosi, zgradba dogodkov, kontekst in končni pomen, ter potem čas, prostor in čustva. To je naracija. Tudi v sporočilu, ki zatira, prepoznamo te elemente, čeprav morda ne na prvi pogled. Lahko vidimo in slišimo sporočila sovražnega govora, medtem ko nam skrite ostanejo naracije z negativnimi predsodki, percepcijami, prepričanji, vrednotami ter socialnimi vprašanji in konflikti. V izključujočih naracijah so oni grdi do nas, zato jih izključimo. Ker če zmagajo, pomeni, da mi izgubimo. V neizključujočih naracijah ne obstaja mi proti njim. Posameznice, posamezniki in socialni deli lahko soobstajamo in sodelujemo. S prikazom nasprotne ali alternativne naracije našemu občinstvu dajemo priložnost, da vidijo drugačno realnost, ne le tisto sovražno. Dajemo jim možnost odločitve, razmisleka in prevpraševanja. Zato z našim reagiranjem na sovraštvo ne naslavljamo le osebe, ki sovražni govor uporablja, naslavljamo tudi vse tiste, ki so mu priča. Prav tako osebam, ki jih sovražni govor targetira, sporočimo, da niso same, da se ne rabijo vedno same braniti, da jih podpiramo. Nasprotna naracija se neposredno sooča z naracijo zatiranja, s tem, da spodkopava organe oblasti in mite, na katere se opira zatiranje. Alternativna naracija ustvarja alternativno predstavo družbe. Kot drugačno stališče ponuja, kar zagovarjamo. Pri pripravi nasprotne ali alternativne naracije je ključnega pomena, da se z ukrepi zagotovijo vrednote, načela in značilnosti človekovih pravic.